29. februar je svetovni dan redkih bolezni. Gre za raznoliko skupino bolezenskih stanj, ki imajo pogosto skupne značilnosti kroničnega, napredujočega, degenerativnega in včasih življenjsko ogrožajočega poteka. Redke bolezni prizadenejo majhno število ljudi. Ocenjujejo, da jih ima približno 5 na 10 tisoč prebivalcev. Njihova največja težava je težka prepoznavnost, zaradi česar pogosto ostajajo brez ustrezne diagnoze in zdravljenja. Z eno od takšnih redkih bolezni živi 12-letni Urban, ki ima redek nevrorazvojni sindrom, imenovan SATB2. Sicer je on eden izmed 800 otrok trenutno znanih na svetu, ki imajo ta sindrom. Gre za zelo redek nevrorazvojni sindrom, imenovan po genu, kjer je prišlo do patološke mutacije, tako imenovan SATB2 sindrom. Značilnosti tega sindroma so velik razvojni zaostanek, intelektualna manj sposobnost, to pomeni, da so od zmerne do težke duševne motnje, avtističen spekter, potem veliko izzivov zdravstvenih, med drugim epilepsija, imajo posebne zobe in je s tem kar nekaj izzivov. Potem zelo težavna je nespečnost in zelo pomembne so vedenjske težave, ki se pa s starostjo ponavadi stopnjujejo. Urban se ne more sporazumevati na običajen način, zato si pomaga s komunikatorjem. Urban je neverbalen, to pomeni, da že 6 let lahko reče samo 3 besede. Sicer uporablja še 30 gest, nekaj je zelo podobnih znakovnemu jeziku, nekaj jih je sam izumil, nekaj pa prirejenih znakovnih znakov, ker jih on ne more pravilno izvesti. Zelo težavna je ta njegova motorična in verbalna apraksija. To pomeni nezmožnost planiranja. Problem je v možganih, ker ne morejo koordinirati in planirati gibov. Enako je z govorili, se pravi, on bi lahko govoril, ampak ne zmore splanirati. In smo pri 3 letih začeli z uvedbo komunikacije prek slik. Zdaj pri skoraj 12 letih pa uporablja digitalni komunikator, s katerim dokaj uspešno komunicira. Seveda potrebuje komunikacijskega partnerja, nekoga, ki interpretira njegove misli, ki ga pozna. Zato je še vedno velik izziv komunikacija z njegovimi vrstniki ali pa z ljudmi, ki jih ne pozna. Komunikacija je res pomembna, ker če ne, imajo ti otroci zelo velike frustracije, ko odraščajo, vedno večje, če ne morejo izražati svojih potreb. Zaradi nepoznavanja redkih bolezni se pogosto zgodi, da so diagnoze postavljene zelo pozno. Tudi Urbanova zgodba ni bila izjema. Naša zgodba je mogoče malo drugačna v tem smislu, ker diagnoze nismo dobili zgodaj v njegovem življenju. Čeprav smo že pri njegovih 3 mesecih začeli aktivno iskati vzroke za njegove odstopanja v razvoju. Odgovor smo dobili šele pri 7 letih in pol. Tako da za nas diagnoza je bila v resnici blagoslov. Ko je bil Urban diagnosticiran, smo bili mi edini primer, za katerega smo vedeli. Zdaj smo 4 družine, ki se srečujemo in si pomagamo. Smo imeli možnost biti zdaj del ene velike mednarodne družine, ki imajo res podobne težave. Pred diagnozo nikamor nismo ravno nekako se umestili, nikjer nismo se počutili doma, v obstoječih društvih, recimo v Sloveniji. Tukaj pa res lahko zdaj si delimo podobne težave in si pomagamo. Rojstvo otroka z redko boleznijo in še posebej, če gre tudi za intelektualno zmožnost, zelo obrne življenje na glavo.
Predvsem se zelo spremenijo prioritete. Ni lahko živeti s tem, vendar ni nujno vse slabo. V mojem primeru je to pomenilo, da sem pustila kariero klinične farmacevtke in potem, ko smo izvedeli za diagnozo, nekaj mesecev potem, sem ugotovila, da lahko veliko naredim mogoče za skupnost, in sem trenutno zdaj predsednica in soustanoviteljica te fundacije, Evropske fundacije za sadbo 2 sindrom. Družine z redko boleznijo se vsak dan soočajo s številnimi izzivi. Ja, imeti otroka z redko boleznijo pomeni izzive na zelo različnih področjih. Od zdravstvenih do izobraževalnih, do socialnih, inkluzivnih, komunikacijskih. Stvari se premikajo na bolje. Vzpostavil se je center za redke bolezni na pediatrični kliniki in upam, da bo to bistveno pomagalo novim družinam pri boljši, bolj koordinirani oskrbi za vir informacij. Erika svetuje staršem v podobnih situacijah, da je sprejemanje situacije dolgotrajen proces, ki zahteva čas, potrpežljivost in seveda poznavanje bolezni. Seveda je to proces, ne? To se ne zgodi z danes na jutri in ni lahko, ampak bolj ko to sprejmemo, lažje je življenje. Hkrati pa si moramo zastaviti cilje, kaj si za tega otroka na dolgi rok želimo in z majhnimi koraki delati na tem, da pridemo čim dlje. Ob tem pa ne imeti previsokih pričakovanj, ker ta pričakovanja nehote jih prenesemo na otroka in otrok čuti. Urban kljub velikim izzivom in oviram vztrajno počasi napreduje. Obeti pri njegovih 2 letih, ko še ni hodil, so bile zelo slabe, ampak on zdaj lahko seveda hodi, krajše razdalje preteče, vozi običajno kolo, ampak to je pomenilo zelo veliko treninga, 10 let vlaganja v to. Lahko plava na svoj način, ampak plava, tudi smuča. Še vedno pa recimo ne more brcati žoge, ne more si podajati žoge, ne more skrbeti za sebe sam. Ampak ja, veliko stvari se je naučil, tudi hodi s šolo na plavanje in na plezanje, predvsem z mislijo na to, da mu pomaga pri koordinaciji, pri mišični moči in pri splošnem razvoju. Kot vsi starši invalidnih otrok, ima tudi Erika številne skrbi glede Urbanove prihodnosti. Kako bo zanj poskrbljeno, kdo mu bo stal ob strani in kako bo živel, ko nje in moža ne bo več. O tem z možem že veliko razmišljava, kaj lahko narediva, da bi Urban, ko odraste, imel možnost bivanja v neki sredini, kjer bo sprejet, kjer bo imel možnost nekega dela, pod mentorstvom seveda, kjer bo, vključen v družbo in predvsem, da bo ljubljen. Urban nam največ daje vsakodnevno to, da nas opozarja, kaj je zares pomembno v življenju. In to je, da si ljubljen, sprejet in da si zadovoljen tukaj in zdaj. Svetovni dan redkih bolezni je namenjen tudi ozaveščanju o teh boleznih in življenju ljudi, ki se vsak dan spopadajo z njimi in premagujejo številne izzive. Zgodba veselega in radovednega dečka Urbana, ki kljub oviram in ob predani podpori staršev vsak dan premika meje, je ena izmed teh zgodb, ki nas opomnijo, kaj v življenju šteje, in to je ljubezen.